Kot prvi so svojega kandidata za poslanca predstavili Socialni demokrati. Na novinarski konferenci v Centru domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica so kandidata podprli in skupaj z njim volilni program predstavili predsednik območne organizacije SD Slovenska Bistrica, dr. Andrej Godec, predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon, predsednik strokovnega sveta SD za gospodarstvo Sandi Češko in predsednik strokovnega sveta SD za razvoj Milan Cvikl. In kaj je v svoji predstavitvi povedal Tin Kampl? V zadnjih dneh, tednih sem večkrat deležen vprašanja, zakaj kandidiram. Nikoli bolj kot danes, kot v trenutni situaciji, ta odgovor ni samoumeven. Rek, katerega večkrat slišimo in verjamem, da ga moramo tudi vsi v praksi udejanjati, je, da nas bodo kot take, kot ljudi, sodila naša dejanja oziroma v mnogih primerih naša nedejanja. In danes, v razmerah, v katerih se nahaja naša družba, moramo z dejanji pokazati, da lahko in tudi bomo vodili našo državo, našo skupnost, našo družbo v boljšo prihodnost. Sam si ne želim, da bi me čez nekaj let sodili po mojih nedejanjih, torej po moji nedejavnosti v tem trenutku. Zato, ko mi je bila ponujena priložnost oziroma povabilo k kandidaturi, nisem niti za trenutek okleval, da tega izziva ne bi sprejel. Torej, kandidiram zato, ker je v naši družbi potrebno narediti spremembe, ker je potrebno se ozreti v prihodnost, ker je potrebno zagotoviti več demokracije. Nenazadnje kandidiram tudi zaradi mladih, tistih mladih, ki me navdihujejo in mi z vsakokratnim delom z njim kažejo, da je drugače in boljše možno. In kandidiram tudi zato, ker želim več priložnosti za Slovensko Bistrico. Podrobneje ne bi želel opisovati oziroma orisovati svojih preteklih izkušenj, zagotovo pa želim izpostaviti, da je precejšen del moje trenutne oziroma dosedanje kariere posvečen mladim na takšen in drugačen način. Sem bil predsednik Mladinskega sveta Slovenije, direktor Urada Republike Slovenije za mladino in trenutno raziskovalec na področju mladine, tako da poznam izzive, potrebe in pa tudi tisto, kar mladi vidijo kot nujno potrebno, da je potrebno narediti v naši državi. Ampak to niso zgolj in samo izzivi mladih kot takih, ampak gre za izzive naše družbe in ravno to mora biti vizija naše države. Torej postaviti mlade v samo središče naših politik. Odnos države do mladih izkazuje njen odnos do prihodnosti in v Sloveniji moramo nujno ta odnos spremeniti. Mlade moramo postaviti v središče strateških usmeritev države, s tem zagotoviti jasno usmerjenost v prihodnost in pa zagotoviti njen trajnostni razvoj in mlade je potrebno postaviti v središče vseh javnih politik na vseh področjih. Socialni demokrati imamo odgovor, kako to zagotoviti, kako mlade pripeljati do točke soodločanja, jim dati moč, da bodo enakovredni partner v naši skupnosti. Volilna pravica pri 16 letih je zagotovo eden izmed takšnih ukrepov. Saj v mladih vidimo, da so enakovreden in kompetenten partner, da skupaj vodimo in upravljamo to državo. Mladim je potrebno zagotoviti tudi potrebno socialno in pa ekonomsko varnost. Potrebno je preprečiti prekarne oblike zaposlitve, zagotoviti dostojno delo. Mladim je potrebno zagotoviti kakovostno izobraževanje, da bodo ob vstopanju na trg dela čim bolj kompetentni in hkrati tudi z jasno izdelano vizijo, kako na trgu dela v odnosih graditi dodano vrednost naši državi, ki jo nujno potrebujemo. In ne nazadnje, tisto, kar je nujno potrebno, je, skupaj moramo premagati stanovanjsko krizo, katero najbolj občutijo ravno mladi. Torej, tisti mladi, ki so že na nek način osamosvojeni, vendar jim stanovanjska kriza onemogoča, da bi v polnosti zadihali zrak v svoja pljuča, da bi si lahko ustvarili svoje družine in tako kakovostno zaživeli. Preplet številnih kriz, v katerih se sooča naša družba, jih najbolj občutijo ravno mladi. In zato veliko kratko rečemo in se pri tem kaj dosti ne zmotimo, je, da so trenutna generacija mladih tista generacija oziroma prva generacija, povojna generacija, ki bo živela slabše od svojih staršev.
Več izzivov oziroma več priložnosti za Slovensko Bistrico je prav tako eden izmed ključnih usmeritev oziroma točk našega programa oziroma kampanje tako v državnozborskih volitvah, kot tudi na lokalnih volitvah, ki prihajajo jeseni in dogajanje skozi celotno leto 2022. Nekaj teh predlogov smo že predstavili, tukaj gre posebej izpostaviti center oziroma ureditev doma na Osankarici, ki nam trenutno ne more biti v ponos kot pogorišče, ampak moramo tam zagotoviti vsebino. Predlagali smo vzpostavitev izobraževalnega centra. Slovenska Bistrica si tudi na področju kulture zasluži preboj, zato predlagamo modern, večnamenski kulturni center, ki bo zagotovil večjo, kakovostnejšo in pestrejšo kulturno ponudbo. En izmed projektov, ki nujno potrebuje zaključek v Slovenski Bistrici za zagotovitev kakovostnejšega življenja in pa razbremenitev centra je dokončanje celotne trase obvoznice in pa priložnost za nova delovna mesta za povezovanje gospodarstva, izobraževanja in pa znanosti je v vzpostavitvi slovenskega pilotnega centra za razvoj naprednih lahkih zlitin in tehnologij. Vizija za Slovenijo je jasna. Socialni demokrati to vizijo imamo tudi načrt in imamo tudi ekipo, kako udejanjiti.